Dober dan! Dobrodošli v videu Iščemo najboljši krof. Zdaj plan je tak, kar nekaj dobrih krofov je, sploh za pusta, je ponudba kar široka in jaz bom danes poiskala najbolj sočnega, najbolj puhastega, najbolj mehkega in ocenila, kjer je tist res najboljši. Evo, midva sva ravno kar prispela v center, tukaj je tudi prva lokacija oziroma Slon, kjer prodajo krofe. Sloni že kar dolg časa v bistvu slovijo po tem, da so njihovi krofi res dobri, tako da najprej vzamemo tukaj, pa bomo šli pa še naprej, tudi celo izven Ljubljane pogledati. Tako da vse za to, da najdemo res ta prav pustni, dober krof. Bomo tudi ocenili z številkami od 1 do 10, 10 bo valjda najboljš, 1 pa pač ne bo v redu, čeprav jaz res upam, da nobene bo dobil enke. Tako da evo akcija, gremo poiskati najboljši slovenski krof. A vidite vi to vrsto? To je vse za krofe, zdaj le čakamo, da se spečejo. Pol ure so rekli, da bo in ni druge, ker da se postavimo v vrsto. Prva lokacija pa hotel Slon. Prve krofe imamo, kakor sem rekla, so iz hotela Slon. En je bil 2 evra, se pravi za oba sem dala 4 evre. Bom pa se pri testiranju osredotočila na 3 stvari in sicer videz, aroma in okus. Pa nekako se mi je zdelo najbolj smiselno, da jih kar takoj testiram, ker če bi čakala, da prijem domov, lahko kakšnemu naredim krivico, ker bo že ful trd. Tako da ga bom kar takoj poskusila. Zdaj, če pogledam tegale od Slona, je že na pogled ful lep. Mogoče ni toliko krogu, ampak je pa puhast, tudi zelo lepo dišijo in izgleda izredno privlačno. Vse bom vzela z marelično marmelado, tako da ne bo pač en s čokolado, vaniljevo kremo in tako naprej. Skratka, vsi bojo imeli marelično. Topo je še. Bolane. Toliko je mehak. To moraš probati. Marmelada je še topla, noter rumen, hrustljav, mehak. Tale zdaj dal toliko visok kriterij že. Kar hrusta nekaj. Kar hrusta. Ti si čisto od marmelade umazan. Toliko je postavil visok kriterij, da bo tole zelo težko prekusiti. Ampak greva vse naprej. Tukaj na Trubarjevi je še ena v bistvu prodajalna s krofi. Ne bi imeli tudi zelo dobre, pa bomo probali krof številka 2. Sva prispela na lokacijo številka 2. Zdaj moram pa povedati eno kratko zgodbico. Namreč mene je Rale že lani večkrat presenetil s krofi, ko je prišel iz službe. In sem jaz vedno govorila, da so to najboljši krofi, kar sem jih kadarkoli jedla. In v bistvu zdaj pa sem hotela iti na Trubarjevo, ker slovi po ful dobrih krofih in je dejansko pile sem, ker je on bil že zelo velikrat in vem, da so noro dobri krofi. Me pa zdaj zanima, a bojo recimo boljši, kakor so bili zdaj v Slonu. Meni osebno so bili ful dobri in zaenkrat, če nimam s čim primerjati, zato nisem dala ocene. Njemu so bili pa tudi dobri, ampak mogoče ga je malenkost. Ja, marmelada zmotila, kaj ti je bila preveč tekoča? Ne, ni mi toliko dobra, kot pri telih. Timo, ajde, jaz mislim, da je čas za krof številka 2. Jaz tole kar voham in voham. Ta definitivno preseže tega iz Slona. Tukaj lepo diši, s tem, da poglejte ta puh, glejte to. Pa še malenkost bolj puhast je. Meni se kar smeji, kako zgleda hud. Na pogled pravilen okrogu, kakor sem pač jaz navajena, da krof mora biti. Ni predebel krof. Je pa mogoče malenkost večji, kakor tist prej, ampak že vse kliče, da ga ugriznem, tako da evo, tist krofa iz Trubarjeve. Fuck. Ker smeje se ti. Ne pravi to. Kupam rdeče prste, danes je ful mrzlo. Je manj rumen, kakor ta iz Slona. Je malo bolj žvečljiv, kakor
Jaz vem, da krof ni surov, ampak jaz recimo obožujem surovo testo in ta kljub temu, da je pečen, me spominja na to surovo testo. Jaz recimo, kadar sama delam doma kakšne rogljičke, jih namerno ne zapečem čist in zato mi je ta tako zelo vrhunski. Diši, lepe oblike, ful dober. Mogoče se malo bolj čutijo jajca, tam pa mogoče malo bolj na limono ali pa kakšno limonino lupinco. Ocena, težka bo. Ta je ful dober, ki je hrustljal. Ja, tisti je pa hrustov. To je bil njegov plus. Mogoče, če bi imel bolj bolano marmelado, bi bil ful dober. Ja, ta naloga je zdaj težja, kakor sem jaz mislila. Se upravičujem, če sem čisto od tega cukra, danes pač me boste tako gledali. Gremo na krof številka 3, pa se bom pol odločila in podelila ocene. Nova lokacija in nova gužva. Sva na destinaciji Rašica oziroma pekarna Rašica, tudi zelo slovi po dobrih krofih. Kakor vidim, se bova pa kar načakala. Človek bo rekel, ko poješ 3 velike krofe, da imaš dost. Pa nimam dost. Če sem kaj ugotovila, da smo Slovenci res narod krofov in da imamo dobre krofe. Zdaj pa, kar se tiče tegale od Rašice, ful mi je všeč marmelada, zato ker je bolj taka sladka in je prav tista marelična. Tako da, marmelada je skoraj na samem vrhu, kar se tiče notranjosti. Taka marelična, recimo jaz sem navajena takih marmelad, ko si naročim palačinke in je res dobra, taka sladka. Relativ recimo ta marmelada bolj všeč kot tista v slonu. Je pa res, da je slon, ker sem zdaj razmišljala, mogoče bolj tak prefinjen krof. Te so taki preprosti, res ko hočeš en dober krof pojesti, vzemaš to, če pa hočeš zraven še uživati tako nekaj več od krofa, pa vzemaš pol tistega v slonu. Dober, puhast, mehak, meni osebno zelo všeč, spominja me malo na Trubarjevga, s tem, da je mogoče tukaj marmelada še malo bolj sladka, zdaj pa odvisno, kaj ti bolj paše. Mrzlo je. Danes je eden hladnejših dni, zdaj je bilo par dni ful toplo, danes je pa prav hladil. Skratka, prišla sva na Trojane, valjda, če snimam ta video, ne gre brez trojanskih krofov. Tako da gremo zdaj le po enega mareličnega in ga probamo. Še maska. Kar moram pohvaliti je, da je krof čisto topel, zdaj sveže pečen, kar je ful plus in po moje, da je najboljš, da gremo kar takoj v akcijo, da ga jaz kar takoj probam, ker je bolj svež, kaj zdaj ne bo. Aha, ja, trojanski krofi so definitivno zelo značilni, da so večji, tako da je večji od vseh zdaj, ko sem jih probala. Izredno mehak, puhast, tako da, kar se oblike tiče... Ja, kar se oblike tiče, je v krogu lep, ampak je svež, zdajle pravkar skoraj pečen, pa nima tega posipa gor, kar krof mora imeti. Zdaj pa bo on diši lepo po krofih, mene pa najbolj zanima valjda okus. Ne moram reči, da je marmelada slaba, je dobra, je sladka. Marmelada je huda, tekstura je pa najslabša od vseh. Ja, mogoče je tole kar malenkost razočaranje. Trojanski krofi res imajo svoj sloves in sem zdajle, glede na to, kaj sem danes že okušala, pričakovala eksplozijo. Moram pa reči, da zdaj, ko sem vse to poskusila, se ne bi odločila spet za nakup tega. Glede na to, koliko so prepoznavni in imajo že ne vem kakšno tradicijo. Ne, tako nek kruh sladek je, ne? Se ni bed, drugače. Ni bed, ja, je dober, to je vse za pojesti, ampak danes sem jaz res stroga, imamo stroge kriterije. Pač v redu, to bo, ampak iščem, ja, piko na i iščem, pa je ne najdem, žal. Zdaj pa tako, smo doma in je še zadnje dejanje oziroma zadnji test krofov. Tukaj imam šparovga, mercatorjevga in ta 7.
mojih oziroma tvojih 5 minut. V bistvu sem ugotovila, da sta in Sparrow in Mercator ista cena. Na obeh je 98 centov, tako da je konkurenca izenačena. Zdaj gremo pa kar po vrsti. Evo, probam Sparrowga. Definitivno je manjši od tega iz Trojan. Lepo gor sladkor, zelo tak pravilen okrogu. Von niti ni tako več izrazit po krofih. Okus pa suh. Ni puhastosti. Ni sočnosti, a boš probal. Rala ima že preveč krofov, ful me je razočaral. Glede na to, ko sem jedla danes sočne krofe, je tale eden najslabših. Ok, marmelada je v redu. Marelična, sladka. Ampak kar se tiče tega noter, slaba tekstura, ja. Naslednje je na vrsti Mercatorjev in pazite, to prijem tja na kokončku, tisti del s kruhom. Rečem, da bi en krof, če jih še imajo, ker ni bilo nič več videti in reče, ja, imamo zadnji. Ok, prije bolj s krof in je rekla, a je v redu, če vam dam zmrznenega. Pa jaz vprašam, ja, ampak kaj je že pečen? Je že pečen, sem se moral utaliti. Ok. Tako da, krof se zdaj upam, da utalil, ni več videti ali pa čutiti, da bi bil zmrznen. Kar se oblike tiče, se mi zdi, ja, definitivno manjši od Sparrowga, kar je z tega vidika minus že od začetka, ker za isto ceno imamo rajš več stvari. Sladkorja je tudi manj, kot recimo na Sparrowem, tako da to je ta prvi vtis, zdajle pa še okus zmrznega krofa, nimam nekih pričakovanj. Je pa zihar bolj tako, kako bi rekla, sočen, ni sočen, ampak je zihar pa bolj moker, kakor Sparrow. Še 7. krof, jaz jih imam že to tlele. Če ste ful ljubitelji krofov in se jih hočete odvaditi, priporočam tale test krofov, jih ne boste jedli vsaj en teden. Mojih 5 minut so pa taka sladka, kako bi rekla, firma. Jaz vem, da vedno, kadar mi je v šoli pasel, ko sem snack, sem pograbila nekaj od mojih 5 minut. Značilno je, da so veliko manjši, sem pa zelo pogosto dobila vseeno sveže krofe, zato so tudi tako priljubljeni, saj kar se mene tiče. Manjši, imajo sladkor, lepo okrogli, tele se vidi še ta pikica od marmelade, zdaj pa da vidimo še okus. Suhe. Ful je suhe. Ok. Jasen mi je teli trije. Sem se šla kar malo osvežiti zdajle pred tole svečano razglasitvijo krofov. Skratka, danes smo torej testirali 7 različnih krofov. Najprej je bil Hotel Slon, potem Slaščičarna na Trubarjevi, potem Rašica, pa smo šli na Trojane in še Spar, Mercator in tvojih 5 minut. Tak je bil torej vrstni red, skupaj 7 krofov. In če se razglasimo torej najboljšega in najslabšega, zdaj za najslabšega mi je bilo kar zelo hiter jasen, kjer pač ne dosega tega standarda. Sem pa imela več težav pri razglasitvi zmagovalcev, torej 2 sta izstopala in mislim, da se je že zelo hitro pokazali, kjer 2 sta tako ampak o tem zelo hitro. Gremo najprej k temu najslabšemu, torej glede na videz, teksturo, okus in ceno je zame bil najslabši krof Sparrow krof. Res je, da bil sicer večji od Mercatorja, pa več je imel tega sladkorja gor, ampak meni kaj dosti ne pomaga, da je krof večji, če pač je suh, a ne, ker ga je zelo težko pojesti in krof mora biti puhast in mehak in sočen in Sparrow žal ni bil. Zdaj, kar se pa tiče najboljšega, sta bila pa 2 najboljša, Hotel Slon in Slaščičarna na Trubarjevi. Definitivno sta oba vrhunska, oba imata nek svoj šmek, torej Hotel Slon, ta rum, ko se enkrat navadaš, in vanilja in ta limonina lupinca, ne vem, če sem omenila, no, ampak je ta, kako bi rekla, recept Hotela Slon ful varovana skrivnost, torej jo skrivajo in mislim, da z razlogom, ker so res hudi in so drugačni in prepozna zelo hiter slonov krof. Na drugi strani imamo pa tukaj Slaščičarno na Trubarjevi, ki je ta krof res
poezija, je mehak, je puhast, si rečeš, to je to, kar jaz rabim, da mi polepša dan. Je pa tukaj tudi zelo pretehtala ena stvar, ki je ne smem zanemariti, in sicer krof pri hotelu Slon stane 2 evra, medtem ko tale krof na Trubarjevi stane pa 1,20 €. Na koncu, če vzameš cel plato, se kar pozna razlika in tudi tega žal ne morem spregledati. Tako da, če upoštevam vse od cene, okusa, videza, enostavno koliko je bil krof dober, je zame zmagovalec bombni slaščičarna Trubar. Krof je vrhunski, krof je božanski, težko se mi zdi, da narediš boljšega od tega, tako da jaz dam glas njemu, definitivno pa tudi Slon oziroma hotel Slon ne razočara in mislim, da če ga boš vzela tam, da je to. Na drugi strani pa ne smem pozabiti na Trojane, kjer pa je bilo dejansko največje razočaranje ta masa noter, no, tako, Trojane res lovijo po krofih in mi je po eni strani kar žal to reči na glas, da ne bo kdo hud, ampak je za name, ampak hej, ne, tudi iskrenost nekaj šteje. Ni tiste polnosti, ne, pa sem dolg časa mislila, Trojane so pa pač number one, kar se tiče krofov, ampak žal so šle na moji lestvici kar zelo nizko. Tako da, dajte mi zapisati res, kjer pa je vam najboljši krof. Mogoče je pa vam trojanski ali pa vam Šparov, to je torej moje mnenje. Dajte mi pa vi zapisati, kje ste jedli najboljši krof, ali pa mogoče nisem vključila v tole tekmovanje in preizkusim naslednjič, ko bom, ne vem, v vašem kraju ali pa tudi mogoče kje v Ljubljani že. Jaz upam, da vam je bil tale video všeč, mal drugačen, definitivno pa sem se ful zabavala in predvsem ful najedla krofov. Želim vam en lep pustni vikend in potem tudi pustni torek. Mi se gledamo že v nedeljo z novo tabu temo z Evo. Prihaja video o menstruaciji. To ste me ful prosile in če imate kakšno vprašanje, torej na temo menstruacije, dajte zapisati spodaj v komentar, ker objavim naslednji video na moj kanal. Ne se pozabite naročiti tudi na moj kanal, če ti je bil tale video všeč, dati enega všečka in me poiskati tudi na Instagramu. Najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica. Lepo se mejte in do naslednjič. Čau, čau!